med nami bi posebej pozdravil nekaj zaslužnih mož, ki so pripomogli k temu projektu. Najprej bi pozdravil župana občine Pivke, gospoda Roberta Smrdelja, potem gospoda Marka Simiča, predsednika poslovnega kluba Triglav Karpati. Pravkar pa prihaja tudi gospod veleposlanik Romunije, njegova ekscelenca Marius Bojanji. Tako z veseljem pozdravljam njegova ekscelenca, gospoda veleposlanika Romunije v Sloveniji, gospoda Mariusa Bojanjija. No, potem gospod Adrian Tiron, direktor podjetja ADO Natur iz Romunije in aktiven član poslovnega kluba. Gospoda Marka Simiča, mislim, da nisem končal s predstavitvijo, predsednik poslovnega kluba Triglav Karpati, izjemno zaslužen za ta naš projekt. Gospod Adi Kužnik je predsednik društva vojaških pilotov vseh generacij in ljubiteljev vojaškega letalstva Slow Air Force. Jože Konda, brigadir v pokoju, član izvršnega odbora Slow Air Force, vodja projekta Orel, pridobitve letala in njegove muzejske prezentacije. Matjaž Raubor, magister Matjaž Raubor, iz vojaškega muzeja, ki pokriva področje letalstva. Drago Gabriel je bil do nedavnega predsednik društva Slow Air Force in se veliko trudil na tem projektu. Zvonko Knaflič je pa pilot, vrhovnik v pokoju, nosilec zlatega letalskega znaka, preizkusni pilot. Tako, bi besedo dal kar županu, mogoče za en pozdravni nagovor. Prosim. Ja, lep dober dan želim v imenu naše lokalne skupnosti. Kot veste, kot lokalna skupnost se trudimo s parkom vojaške zgodovine iz več izvornih kotov, ampak to je že vse znano. Jaz bi rad se reč čisto na kratko, ko bo še kar precej besed na temo današnje pridobitve rečeno, zahvalo v imenu naše lokalne skupnosti za to res luštno pridobitev. Vem, da je bilo ogromno energije in časa porabljenega za to, da je ta orel priletel v Pivko oziroma prišel v Pivko, predvsem društvu oziroma ekipi letalcev, ki so se trudili za to komunikacijo z Romunijo in da so prišli do tega, da se je pač da so vsi postopki bili izpeljani in v končni fazi, da je bilo možno avion prepeljati. Seveda bi se rad zahvalil našemu ministrstvu za obrambo, vojaškemu muzeju, predvsem pa seveda Romuniji, romunski vladi za to, da je sploh omogočila to donacijo in da imamo res zdaj ta pravzaprav spomenik, tehnični spomenik tukaj v Pivki. Hvala, župan. Jože Konda, brigadir v pokoju, je bil zadnja 3 leta motor tega projekta. Zelo zaslužen za to, da se ta orel znajde tukaj pri nas v parku vojaške zgodovine. In brigadir, prosim, če v nekih besedah predstavite ta projekt. Lep pozdrav, ker nas je že precej kolego zapustilo, bom kar kratek. Ja, velika volja, želja in pa pripravljenost, da prispevamo nekaj k naši vojaški letalski zgodovini. Nam je pač bilo usvojeno, da smo na srečanju z delegacijo sorodnega romunskega letalskega združenja pred 3 leti dobili idejo o možnosti podaritve letala IAR-93 Orel jugoslovansko-romunske produkcije. Mi smo sprejeli to z obemi rokami, je rekel kot pes kost, in smo se lotili zadeve in ob velikem sodelovanju. Še enkrat, da poudarjamo, v velikem sodelovanju na izvedbenem nivoju, posebej izpostavljam generala Josifa Rusa, nekdanjega poveljnika romunskega vojaškega letalstva, pomočnika ministra za obrambo, ki je izjemno nesebično pomagal oziroma prispeval, da smo to letalo lahko realizirali. Posebej tukaj izpostavljam še Marka Simiča, našega prijatelja, sodelavca, podpornika, izjemno oporo, tudi v finančnem smislu, da je ta realizacija prišla do izvedbe. Adrian Tiron, drugi oporni steber, second pillar, or general Rus, Marko, Adrian, da smo uspeli z dobro voljo, z veliko angažiranja pri tem projektu. Še posebej se pa ob tem zahvaljujem tudi predstavnikom 71. letalske baze,
71st Air Base in Turzi in Turda. Ekipo, ki ste jo danes videli tukaj, so delali prostovoljno, vseh 5 mehanikov prostovoljno in ob svojem prostem času in so danes tudi tu, da zaključijo delo, tako da na človeškem nivoju je s tem projektom narejen en velik korak k medsebojnim odnosom in poglabljanju romunsko-slovenskega prijateljstva. Tako da sem res izredno vesel, da v tej priložnosti povem to, da smo s tem projektom dobili mnoge nove prijatelje. Just in few words, Mr. Ambassador, I am very thankful, I am repeating again, that I am very happy to be today here and to have the chance to express our big gratitude to all people in Romania who helped us to finalize this project. In seveda nam, vsem kolegom, ki smo, hvala lepa, da smo tukaj sodelovali, da nam še posebej. In medijem. Zdaj bi pa, ja, medijem pa vsekakor. Zdaj bi pa Marka prosil, da še kakšno besedo tukaj mene nadgradi. Zelo veliko je Jože že veliko povedal. Jaz bi sam povedal, zakaj smo mi pristopili k temu projektu, ko smo srečali dejansko ljudi, Slow Air Force, smo videli, kakšni so, kaj želijo, smo videli, da smo dejansko energijo skupaj, da imamo in smo začeli zaradi tega delati. Mene je pomembno avion, da je tule sem zame zelo pomembno, da smo se mi spoznali, da smo 3 leta se borili, da smo nekaj naredili in rezultat tega našega skupnega dela je tu. Najbolj zaslužni so ljudje, ki so delali prostovoljno, v svojem času, s svojim denarjem, tisti, ki so nam pomagali, kar je na nivoju države. Tudi zelo hvala. Zelo nam je pomagal tudi gospod ambasador Marius Bojanđiju, ki je zame eden najboljših ambasadorov, pa zelo velik ambasadorov poznam in mislim, da je res eden boljših, ki pa poznam. Hvala vsem in upam, da to ni zadnji projekt, ki ga bomo skupaj naredili. Hvala. Hvala, Marko. Mogoče bi zdaj dali besedo Matjažu Rauberju, kustosu Vojaškega muzeja, ki pokriva, če bi nam mogoče v par besedah govorili so o tehnične karakteristike tega letala. No, letalo Orel je, bom rekel, rezultat skupnega jugoslovansko-romunskega projekta. Začel se je z letom 1971 in pravzaprav v vsem tem projektu je bilo zgrajeno več kot 200 primerkov letal, ki so služili v romunskem letalstvu in v jugoslovanskem vojnem letalstvu. Prvi prototip je poletel, oziroma romunski in jugoslovanski prototip sta poletela na isti dan, leta 1974, letos tako mineva okroglih 40 let prvega, bom rekel, poleta. Sodelovanje se je seveda obeh držav ima politično ozadje. Jugoslavija in Romunija sta, oziroma Jugoslavija je v Romuniji videla zaveznico, kajti Romunija ni napadla 1968. leta v okviru Varšavskega pakta Českoslovaške in to je bila podlaga za, politična podlaga za kasnejše strokovno sodelovanje na tem projektu. Samo letalo pa je pravzaprav, pa se, bomo tako rekel, zgleduje po projektu Sepekat Jaguar, to je francosko-britansko jurišno letalo, ki je časovno, bom rekel, v istem obdobju bilo izdelano kot Orel. Gre za letalo, bom tako rekel, 14 metrov je dolgo, 9 metrov ima razpon kril in oborožitev sorazmerno dobro oborožen z 2 topovi 23 mm in z nosilnostjo tudi kasetnih bomb. No, različice romunske in jugoslovanske seveda so obstajale pod verzije letal. Glavna hiba, bom rekel, tega skupnega projekta je seveda Šibak motor, Rolls-Royceov Viper motor. Kljub temu je za slovensko vojaško zgodovino tudi izredno pomembno to letalo, kajti prve 2 eskadrili, ki sta bile popolnjene z tem tipom letala Orel, so bile nastanjene v Cerkljah ob Krki, del 82. letalske brigade, ki je pravzaprav z letom 1991 razpadla oziroma se prebazirala v Bosno in Hercegovino in Srbijo.
Tako pravzaprav s tem pridobivamo letalo Orel v Slovenijo, želimo si pa seveda tudi jugoslovanskega enkrat v prihodnosti. Ok, hvala. Hvala, Matjaž. Gospod Zvonko Knaflič, polkovnik v pokoju, je verjetno človek, ki na Slovenske največ ve o tem letalu, ima najbolj bogate izkušnje. Mogoče bi v par besedah trajali kakšen spomin na ta avion. Hvala za besedo. Jaz sem že 8 let upokojen, pa nisem bil ne vem kakšen govornik. Povedal bi to, da je to bil preskok. Jaz sem bil preizkusni pilot, ampak v enoti, bojni enoti. Se pravi, prvi preizkusni pilot na tem letalu na prototipu je bil Jelen Marjan, tudi Slovenec, ampak tu se je dogajalo na batalnici. Potem smo imeli redne pilote v bojnih enotah in jaz sem bil eden pač med prvimi, ki sem šel na prešolanje na to letalo z Jastreba in Galeba. In predtem sem bil tudi instruktor letenja, tako da mi izkušnje so mi sigurno dosti pomagali za lažje vladanje te nove tehnologije in tehnike. Na kratko bi sam pojasnil, da je to letalo imelo inštalacijo za Maverick rakete, moderne, v tistem času uporabljajo še se danes, televizijsko vodenje, da je klaster bombe so bile v oborožitvi za uničevanje pist in takšnih podobnih objektov. To je bilo letalo dosti hitrejše od Galeba predhodnega. Bilo je transonično, z njim se lahko prebilo zvočni zid, sicer ni bil namenjen izgradnje tega letala, da bo prištet nadzvočno, je konstrukcijsko to bilo izvedljivo, ampak si moral pač imeti malo višjo višino, da se lahko vrnil planiranje in vsega to hitrosti. Tehnologija tega letala je bila velik napredek za nas, oborožitev, Maverick, da vam povem, da smo na šolskih raketah Maverick največ trenirali na slovensko nuklearko Cerkva, ker je imela podobni marker in to je seveda šolska raketa. Največ čas smo imeli ta cilj za vojbavanje, kar ni pomenilo, da je bilo kakšnokoli groženje. Izkušnje na tem letalu moje so pač, lahko rečemo, pozitivne. Seveda, kot vsak nov avtomobil, nov tip avtomobila, nov tip letala, na začetku, dokler se vse skupaj ne uleti, pač zahteva določene odpovedi, tehnike in izboljšave, ki pač skozi letenje pol spoznaš in pomagaš industriji, da se izboljša. Tako da sem imel tudi srečo ali nesrečo, da sem na tem letalu dobil zlati letalski znak, v enem drugem slučaju pa tudi orden za hrabrost. To je moja izkušnja. Zelo lepa izkušnja se vam. Hvala, polkovnik. Excellency, we are very honored that you are today with us. We are very grateful for this donation of Romanian government. So maybe a few, Thank you. Yes, few words. I will say a few words. I'm personally very happy to have arrived at this moment. It took a little longer to achieve it, but now we have this plane here. It's really a beautiful, wonderful project. First of all, because it's the result of friendship of two associations of Air Force military, and also with the help, the enthusiastic help of Triglav Karpats Association, which is really doing a lot of things for stimulating the Romanian and Slovenian business. And finally, I think it's also the right moment, because it's a symbol of cooperation between Romania and the Republic of Slovenia, exactly when we celebrate 10 years of NATO accession. NATO accession was also a joint project of Romania and Slovenia. Maybe some of you will remember that for a few years Romania and Slovenia together argued and insisted to be accepted into NATO. So at that moment we had a very fruitful political, military cooperation to achieve this goal. And now we already celebrate 10 years of NATO membership together, which at that time and even now means a lot for our countries and for our society. So it's just, this one is another symbol of our very good cooperation.
between the two countries, and I hope that the people of Slovenia, the tourists and everybody who will come and visit this museum will also witness very good cooperation between our two countries. And again, I also would like to congratulate the teams, the two associations and the museum for their efforts, and to wish them a lot of success in the future. Thank you very much. Thank you, Excellency. Maybe just a word towards Adrian, your own. I'm really just happy to see it here. For me, let's say, it was like in a battle to put our flag somewhere. So our flag is here, will be seen, and for sure we will be able to make more. The rest. Thank you. Thank you, Adrian. Yes, please. And also, this year we commemorate the beginning of the First World War. And it's 100 years since that war started. Just like to remember that many Romanians fought and died on the Slovene territory. Many of them shoulder to shoulder with the Slovene soldiers. So it's just a moment also to remember that Slovenians have died in Romania in the First World War. Romanians have died here, so it's just also another way to remember this fact. Thank you. And the good reason for new projects. Dani Pušnik je bilo omenjeno predsednik društva Sloje Force, ki je eno poleg društva Slovenije Karpati, poslovnega kluba, vsekakor med najbolj zaslužnimi organizacijami nosilec tega projekta. No, jaz med vsemi zaslužnimi se tukaj prav gotovo ne nahajam kot oseba, ampak kot predstavnik društva, ki je pravzaprav ta projekt začelo in ga tudi speljalo. Tukaj bi se želel zahvaliti vsem našim članom, ki so izjemno pripomogli k uspehu tega projekta. Prvi predvsem je brigadir Jože Konda, brez njega to ne bi nikakor šlo. Brez števila mailov, drugih pisnih in ustnih komunikacij, torej se jih ne da prešteti, in trud, ki ga je vložil, je res ogromen. Želel bi pa povedati še nekaj. Torej, ta projekt, čeprav velik in čeprav je trajal 3 leta, v naših programih ni edini. Namreč mi želimo vsekakor postaviti nek določen spomenik slovenski, tehnični in vojaški dediščini, tudi na ta način, da bomo zbrali več primerkov za muzej v Pivki. Prizadevali si bomo resnično, da bomo pripeljali v muzej letala, na katerih smo mi kot piloti leteli, sodelovali pri njihovem nastanku kot konstruktorji, inženirji in tako naprej. Torej, glede na to, da smo v nekdanji skupni državi Jugoslaviji pravzaprav v letalstvu pomenili več, kot pa nam je po številu prebivalcev pripadalo, ker smo imeli posebno srce za te zadeve, o tem priča seveda tudi Zvonko, bomo resnično naredili, da se v tem muzeju najde vse tisto, kar si zasluži. Hvala lepa. Hvala, gospod Pušnik. Mogoče še kakšno besedo nekdanji predsednik društva Sloje Force, gospod Gabriel. Ja, takole bi najprej pozdravil vse skupaj in gospoda Bojanđija in vse ostale, ki so prispevali in ki smo prispevali temu projektu. Namreč naša organizacija je naslednica že podobne vojaške organizacije v bivši Jugoslaviji. Ampak so fantje rekli, da se bomo pa zbrali in organizirali našo, po osvoboditvi leta 1991, našo organizacijo Društvo vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva. No, verjetno kot najstarejših in dosti izkušenj, saj sem letel okoli 60 letal, med njimi pač toliko vojaških, ker sem končal 4. klaso vojaških pilotov rezervnih v Mostarju in Novem Sadu in kasneje na teh vojaških vajah po garnizonih letel razne tipe in kasneje sem zapustil to branžo, ker mlad Slovenc pa gre dol nekam v
Pulu ali pa v Prištino, prav boš jedel papričice pa take stvari, ne. In seveda nisem ustal, ker sem že delal prošnjo, da bi ustal v aktivnem sestavu vojaškega letalstva. No, in potem smo mi ustanovili to naše druženje, oziroma najprej je bilo kot eno takole skup letalcev, leta 4 v Slovenskih Konjicah, kjer imamo svoj domicil. Je pa okoli 200 članov teh raznih pilotov, eskadril, vojaških, aktivnih, rezervnih, in seveda smo takrat nekako verjetno, a sem bil tako simpatičen, tukaj star, da so me izvolili za prvega predsednika, in moj naslednji je pa Adi Kužnik, je ravno tako zagnan. Predvsem pa moram tle reči, da smo z gospodom Žunkovičem, sekretarjem, in Kondo Jožetom, ki je res obavil ogromno delo okoli tega. In jaz vam povem, imam doma en fascikl, torej 3 polne fascikle, ki smo tudi pisali direktno generalu Josipu Rusu. Potem je bil minister za obrambo Obreja Gabriel. No, sem rekel, jaz sem pa Gabriel Drago, pa bo že šlo skupaj. No, in imam te dokumente ogromno, jaz sem tudi gospodu Janku Boštjančiču poslal, če bomo naredili eno tako razstavo, kakšna dokumenta so šla, ampak Jože Kondo je pa res že v Cerkljah smo se zmenili, da bomo s tole našo romunsko Arpijo, ki je podobna organizacija našem društvu vojaških pilotov, da bi potem prišli v stik, in to se je dejansko zgodilo v Vopoljah 6. junija 11. leta, kjer smo bili v tej delegaciji. Jože Konda, Adi pa jaz kot predsednik, in smo z generalom Rusom, z njegovo soprogo in njegovi člani imeli prvi kontakt in smo ga potem nadaljevali v Torinu, kjer smo šli na tole zasedanje kot observer te naše organizacije NPAA, to je Mednarodna združenje vojaških pilotov. Potem smo bili v Rimu, kjer smo se zopet srečali z generalom Rusom in njegovo delegacijo. Potem v Bukarešti, kjer so nas nadaljevali potem Jože Konda, Adi, potem pa Žunkovič na sekretar. Tako da vam rečem, da res vsem vsaka čast z Markom, pa z vsemi, kjer ste sodelovali v tem projektu. Jaz zdaj ne moram naštevati, ker je to bilo malo predolgo. Zato bi rekel, da sem srečen, da ne zardevam več, ker sem bil kot predsednik našega društva že 3-krat na konferencah Zveze slovenskih častnikov. In sem rekel, upam, da zadnjič zardevam, ko bo prišlo do tega, da bomo imeli tega orla. Predvsem pa tudi bi pozdravil tega našega Zvonko Knafliča, ker jaz sem otrok Rapalske meje, moja mama, oče je s Pivke, doma oče je s Hrašč, oziroma mama je s Hrašč, in smo šli potem ta Rapalska meja v Jugoslavijo, v SHS Jugoslavijo. Tam sem začel biti modelar in potem naprej, med vojno in vse skupaj tako naprej, da bi rekel, gospodje in gospe in vsi ostali, hvala vsem skupaj in rezultat je tukaj. Lep pozdrav. Hvala, gospod Gabriel. Posebej bi se izkoristil priliko in se zahvalil romunski ekipi mehanikov, ki danes s trdim delom in velikim znanjem, ne nazadnje. Po celi noči vožnje. Ja, po celi noči vožnje v pičnem času zložilo. Ja, tukaj je predstavnik mehanikov, gospod Daniel. Angel. Yeah. Thank you very much for this work today, and also for After the renovation. the whole night of traveling, you Also for the finished this renovation work of the without airplanes rest. in Romania. Thank you. Great Thank you job. very much. Yeah. Žal danes ni z nami gospoda generala Josipa Rusa, pobudnika tega projekta na romunski strani, ki se je zaradi družinskih bolezni opravičil. Bil je mišljeno, da pride tudi on danes s to ekipo. Posebna zahvala je vsem sponzorjem, posebno podjetju Cemtir, to so ti, ki so nam takrat pripeljali podmornico pred 2 leti, zdaj pa še ta avion brezplačno z vsemi stroški. Tako, hvala vsem. Še enkrat. Hvala.